Zdaj bomo vsak caj slišali z tega zvonika. Za Ryanair sva plačala 200 evrov in sicer za oba in za v obe smeri. Vendar pa nama je Ryanair 2 dni pred odhodom let odpovedal. Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Nahajam se v Belgiji, z možem sva se odpravila na dopust v bolj hladne kraje. Smo pa 27. junija in ne boste verjeli, 17 stopinj Celzija je. Zdaj bomo slišali pa vsak čas tega zvonika, kako lepo zaigra muzika. Kako lepo zaigra. Trenutno se nahajava v enem obmorskem kraju, Newport, to je čisto gor na severu. Tako da tle je zelo tako živahno. So mi pa zanimive te, ki imajo vse gor na vrh s temi trikotniki in prav zanimive so, prav lepe, kaj lepo. Zakaj sva zbrala Belgijo? Da se odmakneva od tiste vročine, drugič pa zato, ker tle še nisva bila. Prvoten plan bil, da greva z letalom, vendar pa nama je Ryanair 2 dni pred odhodom let odpovedal. Midva sva se potem odločila, da greva kar z avtom. Vsega skupaj je bilo 14 ur vožnje. Pot je bila kar naporna, ampak sva se menjavala na 2 uri, tako da je v bistvu ta vožnja kar v redu minila. Tle tudi vidimo, kako so lepo urejena vsa ta križišča, pa kako vse lepo raste. Zanimiva izkušnja. Zdaj pa začel malo padati. Zdaj bom najbrž pohitela kam pod streho, ker nimam dežnikov s sabo. Tako, zdaj se nas je kar nekaj skril tle pod strehco. Zdaj počakamo, da bo dež nehal in potem bomo šli naprej. Evo, 5 minut pa se je pokazal sonček. Bo pa kaj več povedal mož, ker je on se ukvarjal s temi rezervacijami in stornacijami. Ja, kar se tiče Ryanaira je tako, če povem poenostavljeno, 200 evrov so stale karte za oba do Belgije in nazaj. Teh 200 evrov sva sicer dobila, ampak sva jih takoj zapravila za pot z avtom od Slovenije do Belgije. Večino tega stroška je predstavljal bencin, nekaj malega pa potem še cestnina, vinjeta in tunel v Avstriji. Ampak seveda bo 200 evrov tudi, da se vrnemo domov, kar poenostavljeno povedano pomeni, da je z letalom iti 2-krat ceneje kot z avtom. Plus tega, da ne govorimo, da pot traja približno 14 ur, to je 1400 km, če bi šla pa z letalom, bi pa vse skupaj opravila približno v 6 urah. 2 uri rabva do letališča, 2 uri moraš biti prej tam, pa približno 2 uri bi trajal let. Zakaj pa kabinski delavci sploh stavkajo? Ja, to je pa zdaj tako. V bistvu stavkajo kabinski delavci v Belgiji in sicer od Ryanaira in od EasyJeta. Stavkali so čez vikend 24, 25, 26 juni. Tako da, če bi mi dva imela karte kupljene za 2 dni kasneje, sploh verjetno ne bi izvedla za to stavko. Stvar je v tem, da v času covida so letalske družbe na veliko ukinjale lete, odpuščale osebje. Zdaj, ko so se te ukrepi malo odpravili, so pa seveda vsi znoreli, vsi bi potovali, vsi bi nekam šli in enostavno ni dovolj pilotov in stevardes. Prišlo je do te točke, da je letalski prevoznik silil pilote in stevardese, da bi leteli čim več, čim dlje, ampak enostavno oni so se temu uprli, zahtevajo poštene počitke, pošteno plačilo, tako da iz tega vidika je to povsem razumljivo in normalno. To je vojni muzej, ampak je pa danes zaprt. Mimogrede, ko smo lih tukaj, a vi mogoče veste, zakaj ima konj eno nogo v zraku? Vam lahko povem, zmeraj, kadar boste videli kip konjenika, je v 3 možnih položajih. Lahko ima obe nogi v zrak, eno nogo v zrak ali pa stoji z obema nogama na tleh. Če ima konj obe nogi v zraku,
pomeni, da je njegov jezdec umrl v boju. V tem primeru, ko je v zraku samo ena noga, pomeni, da je jezdec umrl za posledicami ran, ki jih je dobil v boju. Če bi pa konj stal z obemi nogami na tleh, bi pa pomenilo, da je njegov lastnik umrl naravne smrti. Tle vidimo še vetrnice, ker je dokaz, da stalno piha veter. Ne vem, če se vidi prav tam v ozadju, tisto so pa sončne celice. Se pa mi dva tudi na dopustu trudva, da narediva čim več korakov na dan, ker je bistveno lažje, kakor doma, ker tle si neomejen s časom, ker doma je služba in pa druge obveznosti. Mava pa v apartmaju tudi 2 kolesi, kar je še dodaten plus. Tako da jaz sem včeraj že naredila 20 km, tudi danes bo vreme. Jaz pa 50. No, on pa 50, bravo. Jaz sem sam sebe pohvalila. Tako da ja, to je tudi res en super plus, da lahko greva, ker kolesariti je pa tudi fantastično tle po Belgiji. Ja, kar se tiče kolesarjenja v Belgiji, lahko povem, da je super. Prvič, temperature so spomladanske, prijetne, dežela je skoraj povsem ravna in kolesarska infrastruktura je neverjetna. Kolesarske steze izven mest, proč od glavnih cest, skozi gozdičke, med poli, fantastično. Zdaj bova šla še do enih čudovitih plaž in vam pokaževa, kako so krasne. Čeprav so nekako nesklada s tem, da je temperatura tako nizka in plaže, ampak tako je. Gremo pogledat. Evo, kakšne plažne trobente. Gremo poslušati, če se bo kaj slišal. Zdaj ena deklica tle že posluša. Je pa ena gospa povedala, kadar močno piha z morja gor, se potem na drugi strani sliši zvok. Če pa gledajte, kilometre dolgih plaž. V eno smer in v drugo smer. Neverjetno. Nobenega sledu v kakšnem dežju. To je minilo 10 minut, pa je šlo mimo. Tukaj je tudi ogromno hotelov, pa restauracij, tam smo šla tudi pojesti. Tako da, ja, fantastično je. Fantastično. Zdaj smo vam še pokazali to čudovito plažo. In z te točke se tudi poslavljava za danes. V kratkem bom jaz naredila še kakšen kolesarski video. Tako da vi pa nič, bodite fajn, pejte nekak sprehod tudi vi in se v kratkem vidimo. Čau, čau! Čau!